Cenjene gledalke in gledalci televizije AS, tudi v letu 2018 boste deležni oddaj Župan za vas in danes smo v gosteh v občini Velika Polana in naš gostitelj je župan Damjan Jaklin. Dober dan. Dober dan vam in vašim gledalcem. Leto 2018, kaj bova rekla o načrtih, izzivih, ki so pred vami, glede na to, da pravzaprav, ko sem se malce pozanimal o dogodkih v delu vaši občini, imate praktično ena redkih občin zgrajeno infrastrukturo, tako komunalno kot tudi ostalo, in ste to postorili v prejšnjih letih oziroma leto nazaj. Kaj pravzaprav še vam ostaja? Ja, mi imamo srečo, da nam je v prejšnji finančni perspektivi, ki je bila občinam bistveno bolj naklonjena kot tale sedanja, uspeli pridobiti evropska sredstva in izgradili vso potrebno javno komunalno infrastrukturo. To mislimo tako za zagotavljanje oskrbe z vodo, odvajanje čiščenja odpadnih voda, kot tudi razne večnamenske javne objekte, tudi izobraževalne institucije in vse ostalo. Izzivi, v kateri so pred nami in so bili tudi pogojeni s sprejetjem novega prostorskega načrta, pa so vezani na razvoj poslovne infrastrukture in privabljanje poslovnih subjektov in pa tudi vezano na razvoj turizem in temu usmerjamo zdaj prvenstveno našo pozornost. Prav podjetništvo, kateremu boste dali verjetno sedaj največji poudarek, ste pa seveda večji del občine v Naturi 2000, kjer se seveda glede prostorskih aktov, umestitve pojavljajo malce zamude, težave, glede na to, da je pač to vezano tudi na državne inštitucije. Ja, res smo ena občin, ki je 100% v območju Nature 2000, to pomeni zaščitenem področju narave. In zaradi tega smo imeli pač dolgo obdobje usklajevanja prostorskega plana. Sedaj, ko smo ga predlansko leto pripeljali do konca, smo s občinskim podrobnim prostorskim načrtom tudi zagotovili prostore namensko za razvoj podjetništva v poslovni coni Vidina. To je področje med Veliko in Malo Polano. In tu je prostor za razvoj tako obrtniške, industrijske dejavnosti, kot tudi dejavnosti vezane na kmetijstvo. Bržkone bodo kakšne ugodnosti za tiste, ki želite privabiti vašo občino, kakšne bonitete, bržkone in tudi primerno zgrajena infrastruktura za tole obrtno oziroma podjetniško cono. Ja, občina je v veliki meri 100% sama pokrivala vso umeščanje v prostor, to pomeni tudi podrobni prostorski načrt. Prav tako pomagamo investitorjem, ki sta se odločila za vstop v cono in pokupila dejansko čez 80% površin, da smo našli ustrezen dogovor z lastniki zemljišč. Sedaj pa v okviru drugega poziva za dogovor o razvoju regij smo pripravili projekt celovite dogradnje javne komunalne infrastrukture za potrebe teh podjetij in prepričan sem, da bomo tudi uspešni pri pridobitvi teh sredstev in načrt je, da podjetja začnejo svoje dejavnosti čez 2 leti. Računate v večji meri na naše državljane, na naše slovenske podjetnike, obrtnike, ali pa morda imate v načrtu tudi privabiti kakšnega tujega investitorja? Ja, trenutno imamo že dogovore o investiranju poslovne cone z 2 slovenskimi podjetji. Skupaj boste zagotovili v prvi fazi cirka tam okrog 30 delovnih mest. Imamo pa še nekaj prostorov v tej coni in tudi na poslovni coni v samem naselju Velika Polana, to so zapuščeni degradirano območje starega industrijskega objekta, ki ga je občina v preteklem letu tudi odkupila. Tam pa zdaj pripravljamo ustrezen model, kjer bi zagotovili površine in možnost razvoja za manjša podjetja, tako tista, ki že deluje v samem kraju in iščejo primerne poslovne površine, kot tudi v ene meri razmišljamo o tem, da bi omogočili za razvoj raznih zagonskih podjetij. Vaša občina ima velik potencial bržkone tudi v turizmu, ne nazadnje dobro ste seznanjeni s tem, zagotovo. Kaj morda na področju turizma predvidevate, kakšne spodbude, kakšne izzive pričakujete? Ja, nažalost je bil tudi turizem v prvi fazi pogojen z ustrezno komunalno infrastrukturo, tako da ne glede na to, da smo že v preteklem obdobju obnavljali
kulturno dediščino in nekako skrbeli za interpretacijo naravne dediščine, smo bili pogojeni s tem, da je potrebno urediti bilo dostope. Sedaj to imamo in sedaj smo v fazi, da pripravljamo še predvsem za cono okrog Copekovega mlina s kmetijo, da uredimo še tudi nekaj odkupov zemljišč in pripravimo celoviti program razvoja tega področja, vezano tako na vzorčno kmetijo, kot tudi na interpretacijo naravne dediščine. Strateški dolgoročni program turizma je gotovo napravljen. Čemu se nadejate pravzaprav? Bržkone ne tisti klasične oblika turizma z veliko kapacitetami za prenočevanje, ampak bolj bržkone izletniški, kakor tudi tisti tranzitni turizem, kajti ne nazadnje meja z Madžarsko ni daleč, prehod v Slovenijo. Ja, dejansko na osnovi naravnih in kulturnih danosti naš turizem temelji na tem, da privabljamo goste z bližnjih naravnih zdravilišč, kot tudi v bistvu pohodnike in pa predvsem kolesarje. Zaradi tega smo kot občina zelo aktivni pri umeščanju oziroma pri izgradnji Murske kolesarske poti. Ravno včeraj je pri nas potekal sestanek na to temo in se 16 pomurskih občin skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo dogovorilo o tem, kako bomo pristopili izgradnji Murske kolesarske poti kot dejansko tiste kolesarske avtoceste, ki nam bo pripeljala turiste tako iz Avstrije, kot upamo tudi iz Hrvaške in Madžarske. In tu mislimo, že imamo nekaj zgrajene primerne infrastrukture za nastanitev teh kolesarskih turistov, nekaj tega pa še mislimo in mislimo predvsem odpirati tudi vrata za podjetniške investicije na področju turizma, kajti mnenja smo, da rabimo tudi podjetnike, tako domače kot tudi eventualno od drugod, da bodo vlagali v turizem, kajti dejstvo je, da to območje ponuja tiste zgodbe, ki so nekako trend. To pomeni zelene zgodbe, povezanost z naravo, naravna in kulturna dediščina. Ja, pa zagotovo bova k temu dodala, kar temelji recimo v Prekmurju, v teh koncih sveta ob Muri, dobra kulinarika, ne? To je nekako še vedno velika rezerva ali pa potencial v ozadju. Ja, kulinarika je zelo pomemben atribut za razvoj turizma tako v Pomurju, v Sloveniji. Tudi pri nas, nažalost, imamo tule en manjko. Mi nimamo trenutno uspešnega poslovnega subjekta, ki bi se ukvarjal z kulinarično dejavnostjo in upamo, da bodo na teh destinacijah, ki jih imamo skozi postopke javno-zasebnega partnerstva, tudi dobili nekoga, ki bo na eni strani usposobljen, na drugi strani pa videl poslovno priložnost, da predstavi to dediščino, ki pa na tem področju je. Ne nazadnje, mi zelo stremimo k temu, da bi bujta repa kot res tipična prekmurska jed dobila tudi mesto v okviru zaščite jedi. Mi smo na nek način to že posredno naredili s tem, da smo tradicionalni način kuhanja in pa samo recepturo vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov in skuhali zaenkrat največjo količino bujte repe na svetu. Tako da upamo, da bomo tudi na tem gradili dalje. Če pogledamo malo v poletje, Velika Polana znana po polanskih dnevih, po dogodkih, ki se vršijo tukaj v poletnih mesecih, nadaljevali boste verjetno še razširili zgodbo, zelo uspešno zgodbo. Pomurski poletni festival je tista prireditev, ki nekako privabi največ obiskovalcev od drugod v naš kraj, zaradi celovitega 8-dnevnega programa, ki ponuja vsakemu nekaj. Tako upam, da bo ostalo tudi v bodoče in da bo društvo tako vsa leta tudi letos poskrbelo za ustrezen program. Kajti prireditve so tiste dogodki, kjer mislimo, da je tudi priložnost za ponujanje tako domačih vin, kajti imamo zelo veliko vinogradnikov z našega področja, kot tudi kulinariki, ki temelji na lokalni kulinariki ali je nekak način z njo tudi povezana. In pridite Pomurski poletni festival, kot tudi martinovanje, ki ga imamo v jeseni, sta tisti reprezentančni zaenkrat, kjer po mojem lahko turisti doživijo ravno to ponudbo. Glede na te uspehe, pa če se vrnemo malce na začetek, ko sva govorila o zgrajeni infrastrukturi, pomeni, da
društva v vaši občini dobro delujejo, da so tudi drugače dobro oskrbljena, kar se tiče seveda vsega tistega javnega, kar potrebujemo, šola, vrtci in pa seveda gasilski domovi. Tudi za to je bilo poskrbljeno že v preteklosti zelo dobro. Ja, občina je sama lastnik in tudi sama bila v zadnjem obdobju investitor v vse te objekte za izvajanje teh družbenih dejavnosti, tako na področju zaščite reševanja, na področju kulture, športa. Tako smo zgradili vse gasilske domove, prireditveni center oziroma stadion, kulturna dvorana in vse to lahko naša društva koristijo brezplačno, ne nosijo ne breme materialnih stroškov, ne tekočega investicijskega vzdrževanja. Prav tako jim pa občina tudi sofinancira pri izvajanju programov, ki so v javnem interesu. In prepričan sem, da bodo tudi to motivacijski faktor, da tudi v bodoče delajo še tako uspešno, kot so sedaj. Obeta se vam letos tudi ena obletnica, kakšno bova rekla tudi o tem, morda, mislim, da je 110-letnica letos rojstva Miška Kranjca, ki je nekako sinonim Velike Polane, ali pa smo morda Veliko Polano prvič slišali prav po njegovem imenu. Ja, Miško Kranjec, rojen v Veliki Polani pred 110 leti, je pisatelj, ki je bil eden med najuspešnejšimi v Sloveniji. Zaradi vsaj meni nekako neupravičenih razlogov pa nekako trenutno pozabljen. Občina Velika Polana skrbi primerno za njegovo domačijo. Naredili smo že tudi prve korake pri revitalizaciji njegovega vinograda v Lendavskih Goricah. In s obeleževanjem celoletnim vezano na 110-letnico njegovega rojstva želimo na eni strani ga prikazati predvsem v luči kot pisatelja, prav tako pa tudi spodbuditi to, da obiskovalci pridejo in si pogledajo domačijo in vidijo njegov literarni opus, na katerega smo lahko ponosni vsi v Sloveniji. Ne nazadnje velik rodoljub, domoljub. Planirate, načrtujete kakšno srednjo slovesnost njemu v čast oziroma čast temu dogodku, 110-letnici, obletnici njegovega rojstva? Ja, dogodkov na to temo bo več, bodo v kratkem predstavljeni na odprtju novih prostorov knjižnice v Veliki Polani in bodo na različne načine obeleževali to 110-letnico in pri njem bodo sodelovali tudi različni subjekti, začenši od Društva slovenskih pisateljev, naša osnovna šola in tudi ostale. Župan Damjan Jaklin, za tiste, ne nazadnje, ki nas gledajo drugod po Sloveniji, bi želeli še morebiti kaj povedati, da bi gledalke in gledalci, ki nas spremljajo tudi ne samo v deželi ob Muri, tudi drugod, kaj takega, kar bi bilo zanimivo za njih, oziroma bi jih morda celo povabili, ne nazadnje Velika Polana je kraj Štorkelj. Ja, vse obiskovalce vabim k nam na obisk, izlet, kajti ne nazadnje smo že dvakrat najlepše urejeni kraj v Sloveniji, najlepši izletniški kraj in tudi z zlatom nagrajeni kraj Evrope. Poleti celo vidijo zelo lepo odsvetličenost v našem kraju, prav tako pa lahko pogledajo tako domačijo Miška Kranjca, kot tudi naravne in kulturne dediščine našega področja. Vljudno vabljeni. S tem bi tudi zaključila najin pogovor. Hvala, gospod Damjan Jaklin, župan občine Velika Polana. Kaj reči, uspehi so tu za vami, izzivi pred vami in prepričan sem, da boste korakali strumno, s polno energije tudi v letu 2018 naprej, bova rekla kar novim zmagam.